Hej, hej, živijo. Ena zanimiva polna luna se nam obeta 7. marca ob 13:40. Tokratno polno luno bomo imeli v znamenju leva. Lev je tisto znamenje, ki daje samozavest, ki daje neodvisnost, ki daje nekako polnost sebe. Hkrati se bo ta polna luna dovršila v ozvezdju, ki mu rečemo Purva Palguni, in tudi to ozvezdje daje liberalnost, daje neodvisnost, sposobnost vodenja, potrebo po svobodi. Ozvezdje oziroma božanstvo, ki vlada temu ozvezdju, je božanstvo Baga. To je božanstvo, ki je odgovorno za bogastvo, za ljubezen, za uživanje, in dejansko tudi simbol tega ozvezdja je gugajoča gugalnica. Preprosto gre za to, da gugalnica nekako simbolizira uživanje, simbolizira ljubezen, simbolizira, da se nekako naslonimo na srečo. Daje tisti nek pridih brezbrižnosti, ko enostavno stvari stečejo. Da tudi ustvarjalni zanos, kar pomeni, da tekom te polne lune bomo lahko polni nekih kreativnih idej, kreativnih zamisli, ki enostavno bodo želele v svet, ki bodo želele se izraziti na kakršenkoli način. Lahko izrazimo skozi pisano besedo, skozi karkoli nekako nam je blizu, da bi izrazili svojo kreativnost oziroma ji dovolili na plan. Kadar imamo polno luno, to pomeni polnost emocij, ker luna pravzaprav predstavlja naša čustva, naš to se pravi polnost emocij. Načeloma je ta polna luna dokaj ugodna, dokaj lahkotna, ampak kljub vsemu pa ne smemo pozabiti, da kar 3 planeti, takšni neravno prijetni, pogledujejo proti tej luni in jo obremenjujejo s svojimi vplivi. Imamo pogled Saturna, ki nekako upočasnjuje vse skupaj, da morda ne gre tako hitro naprej, kot bi si želeli. Potem imamo pogled Marsa. Mars sicer daje energijo, daje akcijo, ampak ko je te energije preveč, lahko da tudi nemir. Tako da karkoli počnemo v času te polne lune, kakršnekoli emocije nas prežemajo, samo bodimo zavestni in z vdihom predihajmo, če bi se znotraj nas pojavljalo preveč nemira ali kakršnihkoli podobnih občutkov. Zraven pa imamo še pogled Rahuja, ki pa potencira v bistvu vse, česar se dotakne, kar pomeni, da še dodatno nekako daje ta ustvarjalni zanos, da nas nekako spodbuja k temu, da se naslonimo na srečo. Torej, 7.3.13:40, polno luno oziroma lunine mene občutimo tudi že kakšen dan prej, kakšen dan potem pa gremo v ta padajoči cikel proti prazni luni, ko nekako pobiramo sadove tega, kar smo sadili v času od maja do te polne lune. Torej polna luna nekako predstavlja vrhunec cikla in na to se lahko počasi umirjamo in začnemo obračati navznoter in samo pobiramo sadove. Fajn bodite, se vidimo, slišimo, beremo. Čau!